Zares čudovito je vedeti globoko v sebi, da se tvoje življenje ne konča s smrtjo tvojega telesa, ampak da se bo nadaljevalo brez konca, vso večnost, in to na najboljšem mestu v nebesih, kjer ne bo več trpljenja. Kako prejmeš takšno gotovost večnega življenja? Dobiš jo kot dar od Boga, ko se odločiš verovati v odrešilno smrt Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ter njegovo vstajenje od mrtvih in podrediš svoje življenje njemu. Toda večno življenje, ki ga takrat prejmeš od Boga, je še veliko več kot nekaj za oddaljeno prihodnost. Predvsem ga lahko živiš že zdaj, na tem svetu. Poglejmo, kako je to mogoče. V Evangeliju po Janezu 17. poglavje Jezus moli k nebeškemu Očetu in pravi: Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jezus pravi, da nam to večno življenje že v sedanjem svetu daje nadnaravno zmožnost od blizu spoznavati Boga, našega stvarnika in rešitelja. Bog zdaj ni več oddaljen, tam nekje v vesolju, ampak nam je blizu kot lasten dih, saj je prišel prebivati v naše telo. Bog se ne jezi več nad nami, nismo zavrženi, ampak smo sprejeti od njega. Ne grozi nam več njegova sodba in kazen, ampak imamo mir z njim, ker smo očiščeni vsakega greha s krvjo Jezusa Kristusa. Nič več nas ne ločuje od njega. Bog je postal naš oče in mi smo postali njegovi otroci, člani njegove družine. Zdaj lahko spoznavamo, kakšen je Bog, njegovo dobroto, njegovo resnično naravo. Njegovo veličastno moč in modrost lahko vidimo povsod, v živi in neživi naravi, na kopnem, v morju, v vesolju, v atomih. Boga lahko vidimo v bratih in sestrah v Jezusu Kristusu, ki mu postajajo vedno bolj podobni. Njegovo modrost, ljubezen, želje in načrte lahko vsak dan spoznavamo v Božji besedi, Svetem pismu. Bližina nebeškega Očeta nam prinaša globok mir, upanje in veselje. Zahvaljuj se mu za vse to ob vsaki priložnosti in tako še bolj izpolni svojo dušo z njegovim življenjem. Hvala Bogu za njegov osupljivi dar.